Nahajamo se na vrhuncu obdobja razsvetljenstva, približno desetletje pred izbruhom francoske revolucije. Hegel še ni prav zakorakal v najstniška leta, ko se prične kuhati škandal, znan pod imenom sporospinozizmo ali sporopanteizmo, ki tako rekoč pripravi prizorišče za nastop nemškega idealizma, katerega najzloglasnejši in hkrati najbolj šolski predstavnik bo postal prav Hegel. Zgodba se bere kot štof za izvrstno filozofsko TV žajfnico, v kateri se prepletajo različni žanri. Idilična romanca o prijateljstvu, ljubezni, veri in resnici prehaja v dramo o spletkah, sporih zarotah in razdorih. Za hip nam ponudi celo akcijske prizore dvobojev, ki obetajo bodisi končno zmago, bodisi še bolje spravo. Dokler nas naposled ne strmoglavi v mračne sfere pravcate grozljivke, spekulativne nočne more. V stilu bombastičnih in patetičnih napovednikov bi lahko dejali celo rojstvo nemškega idealizma iz duha limonade. Sporospinozizmo si lahko predstavljamo kot gobo, katere podgobje povezuje stoletje ali celo stoletja preteklih in prihodnjih sporov in polemik ter številne, pogosto precej raznovrstne pisce in mislece. Tako, da bomo zaradi omejenosti prostora poskušali podati le obris glavne poteze oziroma celo nekakšno karikaturo tega dogodka, kar seveda ne bo šlo brez poenostavitev. Četudi v času, ko se odvija naša zgodba, nikakor ni vse tako, kakor bi moralo biti v najboljšem vseh možnih svetov, je še vedno živa pregovorna vera v moč uma, ki zmore pomiriti nasprotja in pripeljati do sprave. O živosti te vere v moč uma nazorno pričajo sanje, ki jih je Mojzes Mendelsohn, eden od glavnih junakov, vsekakor pa najbolj tragičen lik spora o spinozizmu, sanjal sredi dogajanja, leta 1785, in jih opisuje v delu Jutranje ure ali predavanja o bivanju Boga. Potem, ko je poslušal zgodbo o potovanju po Alpah, je imel isto noč čudne sanje. Pohakoval je po gorah z dvema vodičema. Prvi je bil kleni švicar preproste pameti, drugi neka ženska, kot reče, zanesenjaške fiziognomije, von Schwärmerischer fiziognomij, ki je bila nasprotno skrajno subtilne pameti. Nenadoma pridejo do razpotja in vodiča opereta vsak svojo pot. Mendelsohn je zbegan, le komu ne sledi. Tedaj pa k njemu pristopi skrivnostna ženska pojava in razkrije identiteto vodičev. Prvi je Gemeinsim, zdrava pamet, drugi Beschauung, kontemplacija, spekulacija. Pogosto se zgodi, nadaljuje pojava, da zaideta v nesporazume, a se naposled cele vrneta do razpotja, ker jo ona pomiri oziroma spravi. Mendelsohn skrivnostno pojavo vpraša po imenu. Tam odvrne, da jo na zemlji kličejo Vernunft, medtem ko v nebesih kličejo, a še preden lahko izda svoje nebeško ime, jo nekaj prekine. Nadaljevanje sanj bomo izdali kasneje. Ob strani puščamo tudi, ali Mendelsohn res sanjal te sanje ali jih uporabil zgolj kot retorično sredstvo. Za nas je pomembno predvsem, da lepo ilustrirajo, če malce pretiravamo, sanje razsvetljenstva. Ideal, ki ga v nemškem prostoru v veliki meri utelešal prav Mendelsohn sam s svojim delom in značajem. In v tem malo neidiličnem vzdušju se prične naša zgodba. In sicer februarja leta 1781, žalostnim dogodkom, namreč smrtjo Gottholda Ephraima Lessinga, ki je nedolgo tega ideal verske tolerance, predvsem pa spravo med resnično vero in spoznanjem resničnega, ovekovečil v svojem labodjem spevu, v drami z naslovom Modri Natan, ki se bere kot umetniško izpiljena variacija na sanje razsvetljenstva. Dogajanje zgodbe je postavljeno v Jeruzalem, med tretjo križarsko vojno, konec 12. stoletja, v času premirja. Glavni junak, Žid Natan, ob vrnitvi s poslovnega potovanja izve, da je neki vitez templjar njegovo rejenko Reho rešil iz goreče hiše. Ta templjar pa se je imel za življenje zahvaliti tedanjemu muslimanskemu vladarju Jeruzalema, sultanu Saladinu, ki ga je pomilostil, ker ga je po videzu spominjal na pokojnega brata Asada. Srčiko zgodbe tvori srečanje med Natanom in Saladinom. Da bi preizkusil Natanovo pregovorno modrost, ga Saladin vpraša, katera od treh velikih religij je resnična, ta prava. Natan se znajde v precejšnji zadregi. Če za resnično opredeli svojo vero, bo užalil sultana.
Če se resnično opredeli sultanovo vero, pa seveda ni jasno, zakaj potem še ostaja žid. Natan se spretno izogne zanki in namesto odgovora pove zgodbo o 3 prstanih. Neki možakar poseduje prstan, ki ima to čarobno lastnost, da nosilcu zagotovi naklonjenost Boga in soljudi, a pod pogojem, da nosilec ravna v skladu z vero v čarobno moč prstana. Ta prstan se je tekom številnih generacij prenašal z očeta na tistega sina, ki ga je najbolj ljubil. A nekoč se je zgodilo, da je imel oče 3 sinove, ki jih je vse enako ljubil. Zato da na skrivaj izdelati 2 duplikata prstana. Tako pred smrtjo vsakemu od sinov pokloni prstan z zagotovilom, da gre za čarobni prstan. Po očetovi smrti se sinovi sprejo glede pristnosti prstanov in gredo nazadnje na sodišče. Sodnik sinove opomni, da je čarobna lastnost prstana na vse zadnje v tem, da nosilcu zagotovi naklonjenost Boga in soljudi. A ta učinek očitno ni nastopil pri teh sinovih, se sicer ne bi znašli na sodišču. Pravi prstan se je torej verjetno izgubil. 3 sinovom tako položi na srce na svet. Naj vsakdo od njih prstan nosi v veri, da gre za pravi prstan. In se temu primerno, torej Bogu in soljudem všečno, tudi obnaša. Ali je eden od prstanov morda zares ta pravi, to bo razkrila šele prihodnost. Drama se konča z razkritjem, da sta Natanova rejenka Reha in vitez Templjar v resnici brat in sestra. Njun pravi oče pa nihče drug kot Saladinov pokojni brat Asad. Vsi se objamejo, zastor se spusti, happy end. Samoumevno je torej, da se je treba pokloniti spominu tega velikega človeka, Lesinga. In še bolj samoumevno je, da ga ni, ki bi tej nalogi lahko bil bolje kos, kot njegov zvesti sopotnik in prijatelj Mojzes Mendelssohn. Na vse zadnje, vsi vedo, da je Lessing lik modrega Natana v veliki meri oblikoval prav po zgledu Mendelssohnovega značaja. Še več, Lessing je, še preden je spoznal Mendelssohna, napovedal njegov spon, njegovo kariero, kot z nekakšnim pogledom v načrte Božje previdnosti. In sicer že leta 1749 v drami Die Juden, Židje, ki danes velja za skico modrega Natana in hkrati za enega od prvih poskusov literarne obravnave antisemitizma. Lessing nam v tej drami predstavi junaka, ki je tako zelo kreposten in vrel, da se zdi too good to be true. Ko ga že vsi vzljubijo, pa Lessing naposled odgrne tančico in razkrije, da je ta vrli junak tudi Žid. Kar je Lessing storil v knjigi, oziroma na papirju ali na odru, je Mendelssohnu uspelo uresničiti v življenju. Bil je pravcati razsvetljenski self-made man. Rojen v revni židovski družini, šibkega zdravja, a gibkega duha, se je že kot 14-letni deček, bojda celo peš, odpravil v Berlin. Kasneje se je zaposlil pri trgovcu svile Isaku Bernhardu, najprej kot domači učitelj, nato pa celo kot poslovni partner. Obenem in predvsem pa je bil sila marljiv in neumorn samouk na vseh možnih področjih. Filozofije, matematike, naravoslovja, jezikov, celo glasbe. Na tem področju se je mimogrede ustvaril ime njegov vnuk, skladatelj Felix Mendelssohn. Skratka, nazadnje je Mendelssohn svojo umnostjo in vrlostjo tako zelo očaral nemško občinstvo, da so ga počastili z nazivom nemški Sokrat. Ko se Mendelssohn odloči, da se bo spominu preminulega prijatelja poklonil s pisom o njegovem značaju, pri tem poklonu torej še zdaleč ne gre zgolj za osebno naklonjenost, spoštovanje in občudovanje. Ni pretirano reči, da je bilo v očeh tedanjega občinstva njuno prijateljstvo živ dokaz univerzalne moči uma, ki onkraj razlik veroizpovedi in porekla združuje ljudi v ljubezni do resnice, dobrega in lepega. Tukaj bi se lahko naša zgodba končala, še preden se je sploh začela. Mendelssohn bi v duhu še zadnjič objel pokojnega prijatelja, občinstvo je ganjeno, kot bi mednje, kakor v prej omenjenih Mendelssohnovih sanjah, stopila dama Vernunft sama, zato da jim razkrije svoje nebeško ime. Zastor se že začne spuščati. Tedaj pa se Mendelssohnove sanje, alpske idile pričnejo sprevračati v nočno moro.
Takole nadaljuje. Tedaj pa jo prekine neznosen hrup. Roj zanesenjakov, en švermerischer Haufen, se je z vseh strani zbral okoli dame Beschauung, kontemplacije oziroma spekulacije, in sklenil, da je treba tako zdravo pamet, kot damo izgnati. Z vriščem in truščem so se pognali nad nas, prestrašili smo se in tedaj sem se prebudil. Za hip se velja ustaviti pri nemški besedi švermer in drugih variacijah, švermeraj, švermen in tako dalje. Izhaja iz besede švarm, ki pomeni roj. Sicer pa švermer opisuje nerealističnega človeka, fantasta ali tudi skrajno navdušenje nad čim ali občudovanje nekoga, verjemanden švermen, na primer. V slabšalnem pomenu se beseda začne pojavljati v 16. stoletju. Uporabljajo na primer Luther, ki je z izrazom švermer sprva meril na tako imenovane preroke iz Cvikava. To so bili Nikolaus Storch, Markus Stübner in Thomas Drexel, ki so med njegovim skrivanjem na gradu Wartburg v Wittenbergu pridigali radikalno teologijo in družbeno preureditev. V tem smislu beseda švermer označuje recimo temu sanjaškega, zanesenjaškega sektaša, krivoverca, fanatika, skrajneža, ki v imenu bolj ali manj krive vere zganja zdraho, torej roji. Kasneje, tudi v času spora o spinozizmu, se bo pomen švermeraj, švermerja vse bolj nagibal k sanjaški, blodni plati, tako da ga bodo v angleščini in francoščini pogosto prevajali kot entuzijazem oziroma entuzijazma. V tem primeru gre pri švermerju za nekoga, ki se v spoznanju in delovanju upira na bolj ali manj fantastične umisleke, bolj ali manj blodna prepričanja in svojim zanosom in navdušenjem vznemirja bolj ali manj umno občestvo. Za potrebe naše zgodbe je posrečena definicija, ki jo poda Lessing v Modrem Natanu. Glasi se takole. Srce in glava sta v dolgem sporu, kaj zmaga naj, sovraštvo ali bolj. In to brez odločitve. Domišljija, ki se v to meša, vodi v švermeraj, kjer enkrat glava igra srce in nato srce glavo. Huda zmešnjava. Konec citata. Toda le kaj je v budnem življenju, seveda, ta strašen dogodek? Kdo so ti švermerji, ki tako nesramno prekinejo damo in mokre sanje razsvetljenstva sprevržejo v nočno moro? Zadeva je spočetka videti precej nespektakularna in nedolžna. Mendelssohn že načrtuje spis o značaju Lessinga, ko mu prijateljica Elise Reimarus posreduje pismo Friedricha Heinricha Jacobija, ki ga zanima, ali je Mendelssohn namreč zares seznanjen z vsemi Lessingovimi nazori, glede vere, resnice in podobno. Jakobi je Lessinga namreč spoznal malo pred smrtjo, julija 1780 v kraju z imenom Wolfenbüttel. Med pogovorom o Goethejevi, tedaj še neizdani pesmi Prometej, ki jo je Jakobi čisto slučajno dal v branje Lessingu, beseda nanese na Spinozo, o katerem se Lessing izrazi s precejšnjo naklonjenostjo, rekoč med drugim, in te besede bodo postale nekakšen Lessingov rosebud, nobene druge filozofije ni, razen filozofije Spinoze. Ampak, ali je to res tako strašno? Mendelssohn sprva ni šokiran, prej celo nasprotno. Domnevni Lessingov spinozizem je najverjetneje ravno proizvod in bistvena sestavina njegovega trdovratno resnicoljubnega, a hkrati zaradi tega tudi pogosto muhavega in vsakovrstni spekulativni gimnastiki naklonjenega značaja, ki ga je Lessing sam opisal takole. Vsega, kar napišem ali izrečem gimnastično, še ne bi prodajal dogmatično. Ali tudi, bolj kot nekdo zagovarja to ali ono, bolj temu nasprotujem. In bolj kot nekdo pobija to ali ono, bolj se počutim poklicanega, da to branim. Na vse zadnje, če se bo že pisalo spis o Lessingovem značaju, je prav zaradi trdovratne resnicoljubnosti pokojnega treba omeniti tudi njegove, morebiti, manj všečne poteze. Če ne drugega, potem vsaj kot svarilo, da utegne pretiran zanos spekulacije zavesti tudi najbolj umne prijatelje resnice. A ne se je Mendelssohn še tako prepričeval, da gre le za eno od Lessingovih muh,
ga je upravičeno obšla zla slutnja, da je v igri nekaj več. Že samo naključna povezava imen Jacobi, Elise Reimarus, Wolfenbüttel mu je verjetno odprla stare bojne rane. Mendelssohn z Jacobijem dotlej ni imel pravega odnosa. Znan mu je bil le kot avtor 2 romanov in priložnostnih spisov, v katerih je kazal bližino bolj, recimo temu, heterodoksnim miselnim tokovom razsvetljenstva. A hkrati je Mendelssohn vedel, da je Jacobi blizu prijateljskemu krogu Johana Kasparja Lavaterja, ki je danes sicer najbolj znan kot strasten zagovornik fiziognomije, nauka o bistveni povezavi med izgledom in značajem. Za Mendelssohna pa je bil Lavater predvsem eden od glavnih švermerjev, s katerim se je pred leti zapletel spor, tako imenovani Lavater-streit, ki ga je skoraj ugonobil. Lavater namreč ni bil le strasten pristaš fiziognomije, temveč nič manj strasten vernik. Deloval je kot svinglijanski duhovnik in Mendelssohnov značaj in predtem seveda njegov izgled, ki ga nekje podrobno opiše, ga je tako zelo navdušil, da si ni rekel le too good to be true, temveč predvsem too good to be a Jew. In ga je skušal spreobrniti v krščanstvo. Tako je Mendelssohnu nastavil zanko, na las podobno Saladinovi zanki modremu Natanu. Od njega je zahteval, da bodisi ovrže neko Bonnetovo delo, ki dokazuje resnico krščanstva, bodisi se sam spreobrnil v krščanstvo. Mendelssohn seveda ni mogel storiti ne enega, ne drugega. Spor ni dosegel pravega konca, Lavater in Mendelssohn sta se pobotala, javnost je bila še vedno naklonjena Mendelssohnu, a v ta spor je vložil toliko truda, da mu je pričelo pešati že tako šibko zdravje in so mu zdravniki zabičali, naj se dalj časa izogiba slehernim metafizičnim in spekulativnim podvigom. Če je Mendelssohnu ime Jacobi obujalo boleče spomine na lastne, še ne povsem zaceljene rane, pa je ime Elise Reimarus, prej omenjene skupne prijateljice, preko katere je potekala njegova korespondenca z Jacobijem, obujalo še ne povsem zaceljene bojne rane pokojnega Lessinga. Elise je bila hčer Hermana Samuela Reimarusa, čigar drzne misli o resnici krščanske vere je Lessing anonimno izdal, medtem ko je delal kot bibliotekar v kraju Wolfenbüttel, v kraju torej, kjer so potekali zloglasni pogovori z Jacobijem. Izdaja teh fragmentov je bila povod za tako imenovani Fragmentenstreit, še en v seriji sporov, tekom katerega se Lessing s pastorjem Goetzem, predstavnikom ortodoksnega luteranstva, prerekal resnici krščanske vere. V tem sporu je Lessing svojo spekulativno gimnastiko prignal do takšne silovitosti, da so mu v nekem trenutku prepovedali objavljati besedila religiozne vsebine. In naposled je tukaj, lahko bi dejali, to add insult to injury, še preklemani Spinoza. Po eni strani bi lahko Lessingov prijem v drami Die Juden aplicirali tudi na Spinozo, saj je bilo znano, da je živel tako vzorno kot le malo kdo. A hkrati je bilo znano, da je Spinoza potomec portugalskih Maranov, torej Židov, ki so se pod inkvizicijo lažno spreobrnili v krščanstvo, nato pa prebegnili v bolj ugodna okolja, v primeru Spinozovih prednikov v Amsterdam. In kot da ta madež hlinjene vere in izgnanstva ne bi bil dovolj, je bil Spinoza naposled izgnan tudi iz amsterdamske židovske skupnosti in kot da to ni dovolj, je nato še skoval peklenski filozofski sistem, ki Boga enači z naravo in mu odreka moč volje, razuma in smotrnega delovanja ter priznava zgolj slepo nujnost. Toda v približno drugi polovici 18. stoletja, še pred sporom o spinozizmu, je pošastnost Spinoze izrinila vse večje zanimanje za bolj posvetne zadeve, literaturo, naravoslavje in podobno. Bolj kot oznaka spinozist je postala žaljiva oznaka slab pisatelj. Zasluge za razpošastenje Spinoze je imel med drugim prvi nemški prevod etike leta 1744. Prevajalec je bil Johann Lorenz Schmidt. Prevod je bil napisan z namenom, citiram, da ga Spinoze neučeni ljudje
ne bodo več imeli za strah prikazen gespenst, temveč se bodo naučili prezirati, preslišati njegovo strašljivo rožljanje. In nihče manj kot Christian Wolff je v priloženi uvržbi Spinozovega nauka le tega, kot je napisano v prevodu, z neovrgljivimi mislimi pahnil z prestola resnice. Tragikomično in ironično pa je, da je k integraciji z dvojnim izgnanstvom ožigosanega žida Spinoze pripomogel tudi Mendelssohn sam, in sicer v svojem prvencu Philosophische Gespräche, filozofski pogovori. Pravi takole: priznajva, da lahko ima kdo drug kot Nemec, in dodajam, tudi nekdo drug kot Kristus, da lahko ima Spinoza velike zasluge za izboljšavo filozofije. Preden je bil možen prehod od kartezijanske k Leibnizovi filozofiji, je moral nekdo strmoglaviti v grozljivo brzno med njima. Ta nesrečna usoda je doletela Spinozo. Bil je žrtev za človeški razum, vendar žrtev, ki si zasluži, da se mu vije lovorove vence. Brez njega filozofija nikdar ne bi tako razširila svojih meja. Konec citata. Lessing si je na začetku Mendelssohnove kariere celo obetal drugega Spinozo, ki bo prvemu vsem enak, le v njegovih zmotah ne. Zdaj lahko malce bolje razumemo, zakaj Mendelssohn, kljub začetnemu trudu v tej smeri, ni uspel na prvi pogled benigne klevete o Lessingovem spinozizmu pomesti pod preprogo kot le ene od njegovih muh. Zato je sprejel Jakobijev poziv na filozofski dvoboj. Pri tem pa je vendarle prosil za dodatna pojasnila in čas za pripravo. A bolj kot so se vrstila Jakobijeva pojasnila, tako glede zunanjih okoliščin pogovora, kot glede značaja spinozizma, manj je Mendelssohn razumel in vse bolj so ga obhajali sumi in strahovi, da gre spet za napad švermerjev, pred katerimi pa tokrat ni primoran obraniti le svojega ugleda in časti, temveč hkrati ugled in čast prijatelja Lessinga, njunega prijateljstva in s tem, mislim, da ne pretiravamo, čast in ugled prej omenjenega razsvetljenskega ideala. Vse to pa v okviru debate o filozofiji Spinoze, katere eksegeza zahteva kar največjo mero spekulativnega truda, ki so ga zdravniki Mendelssohnu prepovedali že ob izteku spora z Lavaterjem. Mendelssohn je zato odložil spis o Lessingovem značaju in se odločil, da bo prehitel Jakobija in bo spinozizem, seveda brez izrecne omembe korespondence z Jakobijem, predstavil na način, ki bo neutraliziral njegovo strupenost, preden bi Jakobi utegnil objaviti vsebino pogovorov z Lessingom in svoje branje Spinoze. Plod je prej omenjeno delo Jutranje ure, v katerem med drugim opisuje prej omenjene sanje, pohajkovanja po Alpah. A tokrat mu je bila Božja previdnost žal manj naklonjena. Zaradi komunikacijskega šuma, ki ga gre v precejšnji meri pripisati temu, da sta bolj ali manj komunicirala preko tretje osebe, Elize Reimarus, je Jakobi narobe razumel, da Mendelssohn na skrivaj piše delo, v katerem bo njega, Jakobija, prikazal kot spinozista. Ne bodi ga len, je Jakobi želel prehiteti Mendelssohna in tako je na hitro sklamfal delo, nekakšen kolaž, ki zajema osebno korespondenco z Elize Reimarus in z Mendelssohnom, vključno z zloglasnimi pogovori z Lessingom, na to eksegezo filozofije Spinoze in Jakobijev protistrup spinozizmu, njegov salto mortale. Ta kolaž je pod naslovom O nauku Spinoze v pismih gospodu Mojzesu Mendelssohnu izdal jeseni leta 1785. Mendelssohn je bil milo rečeno šokiran. Če je prej Spinoza nastopil predvsem kot Liebestörer, ki se je vrinil v Mendelssohnovo prijateljstvo z Lessingom, pa zdaj nastopi kot pravcati filozofski Freddy Krüger, ki se prikrade Mendelssohnove sanje, nato pa mu realnost preobrazi v nočno moro. Mendelssohn se je kot filozof do bridkega konca imel za dediča Leibnica in Christiana Wolffa. Razumsko spoznanje je zanj pomenilo spoznanje v skladu z načelom protislovja in načelom zadostnega razloga. Toda naziv nemški Sokrat se je prislužil predvsem s tem, da je precej suhoparno šolsko metafiziko iz šole spravil življenje in da je ostal zvest veri v moč uma, ki zmore utemeljiti ne samo matematično-logične in naravoslavne resnice,
temveč tudi možnost svobodnega delovanja, načela dobre družbe, dobre politične ureditve in verske resnice oziroma druge resnice metafizičnega značaja, kot je narava duše in podobno. No, pravi Jacobi, spinozizem ni drugega kot čista, neokrnjena izpeljava načela zadostnega razloga oziroma njegove negativne različice, iz nič ni nič. V skladu s tem načelom, po katerem nič ne more nastati iz nič, Spinoza kot temelj, kot začetek in konec svojega sistema postavi večno in nespremenljivo prabit, ki jo imenuje Bog ali substanca ali narava. Ta prabit, substanca, narava, Bog, po sebi ni ne razsežna, ne misleča, temveč sta razsežnost in mišljenje le dve od njenih neskončno mnogih lastnosti, ki sta pač dostopni človeku, človeškemu spoznanju. In ki sta enako večni in nespremenljivi kot ta substanca sama. Ker ni ničesar, kar bi bilo zunaj te prabiti, je tudi svet, v katerem živimo, čutimo, spoznavamo, želimo in delujemo, svet rojstva in smrti, torej postajanja, je tudi ta svet znotraj te prabiti, znotraj Boga. To postajanje, spreminjanje, porajanje končnih reči druga iz druge je podvrženo isti nujnosti, po kateri substanca ali narava ali Bog sploh je. Postajanje potem takem ni drugega kot neskončna veriga končnih reči, ki drugo porajajo po zakonih mehanske nujnosti. Če je Newton za celotno razsvetljenstvo predstavljal nepresegljivi zgled moči uma, ki preko analize čutnih danosti prispe do občih univerzalnih zakonov, ki jih je mogoče podati v matematično-logični obliki, pa Jacobi trdi, da gre pri tem spoznavanju le za delovanje ene in iste slepe nujnosti, ne za dosežek, temveč za pasivno opazovanje. Spoznavajoči duh pri Spinozi namreč ni neka posebna bitnost, poleg telesa oziroma teles, temveč sta tako duh kot telo le dvoje od neskončno mnogih vidikov ene in iste večne substance, ter tako podvržena isti mehaniki. Tako Jacobi opiše duh spinozizma. Pravi, če so vse povsod samo učinkujoči vzroki in nobenih končnih vzrokov, nobenih smotrov, potem zmožnost mišljenja vsej naravi ni drugega kot opazovalec. Ves njen posel je, da spremlja učinkujoče moči mehanizma. Veri v moč uma kot človeške spoznavne zmožnosti ni važno, ali v obliki Wolfovega pedantizma ali bolj srčnega Sturmondranga, Jacobi s spinozizmom pomoli zrcalo, v katerem ogleda svojega zloveščega dvojnika, ki ne pozna ne svobodnega delovanja v skladu z nameni in smotri, ne vere v Boga kot bitja, ki je po svoji neskončni modrosti svet obral v prid človeštvu. Jacobi sklene, spinozizem nujno vodi v fatalizem in pravi, izumitelj ure je v bistvu ni izumil, le opazoval je njen nastanek iz slepo razvijajočih se sil. Prav tako Rafael, ko je ustvarjal Atensko šolo, in Lessing, ko je spesnil svojega Natana. Isto velja za vse filozofije, umetnosti, oblike vladavin, vojne, na kratko za vse mogoče. Zgolj verjamemo, da delujemo iz jeze, ljubezni, velikodušja ali iz umnih odločitev, gola utvara. V vseh teh primerih je pravzaprav tisto, kar nas vzgiblje, nekaj, ki vsem tem ničesar ne ve in ki je do te mere preprosto prikrajšan za občutke in misli. Fatalizem ni nevšečna okoliščina, stranski produkt spinozizma. Kolikor spinozistični univerzum v svoji nujnosti zajema tudi duha, mišljenje v vseh njegovih modifikacijah, je seveda povsem neovrgljiv s kakšnimi boljšimi razlogi ali nadomestljiv s kakšno boljšo filozofijo. Ni le eden od filozofskih sistemov, temveč filozofski sistem par excellence. V skladu s tem, Jacobi Lessingove zadnje besede, njegov Rosebud, nobene druge filozofije ni, razen filozofije Spinoze, razširil v ultimat. Kdor za resnično spoznanje priznava le razumsko spoznanje v skladu z načelom protislavja in načelom zadostnega razloga, po zgledu matematično-logičnih resnic in naravoslavja, mora postati spinozist, se pravi fatalist, saj spinozizem ni drugega kot dosledna izpeljava logične rabe razuma. Kdor pa tega ne more sprejeti, mora postati antipod Spinozi. Tretjega ni.
Glede tega, kaj pomeni postati antipod Spinozi oziroma kako ohraniti vero v svobodo, smotrno delovanje, v Boga kot razumno bitje in tako dalje, je Jakobi precej zmuzljiv. Pravi, da je bistvo njegovega stališča, bistvo njegove, kot jo ponekod imenuje, filozofiji, njegove nefilozofije, v tem, da, citiram, iz fatalizma sklepam neposredno proti fatalizmu. Ali nekje drugje, bolj slikovito, da je spinozizem zanj le odskočna deska za tako imenovani salto mortale, vratolomni skok. Kam natanko Jakobi skače, je vprašanje posebne obravnave. Toda mestoma o Spinozi govori s tolikšnim občudovanjem, da ga je že Lessing med pogovori vprašal, ali ni nemara tudi sam spinozist. Ko pravi, na primer, takšna spokojnost duha, takšna nebesa v razumu, kakor si jih je ustvarila tale bistra glava, so bržkone izkusili le redki. Ali ko, na primer, na Lessingovo vprašanje, kam neki se umika pred filozofijo, odgovori, skačem za lučjo, za katero Spinoza pravi, da razsvetli tako samo sebe kot temo. Ljubim Spinozo, ker me je bolj kot katerikoli drug filozof privedel do popolnega prepričanja, da se nekaterih reči ne da razviti, pred katerimi pa si zato še ni potrebno zatiskati oči, temveč jih je treba vzeti, kakor jih najdemo. Kakorkoli že, če je Lessinga Jakobijev salto mortale celo zabaval, pa je Mendelssohn njegov ultimat ali fatalizem ali salto mortale tretjega ni razumel kot končno potrditev suma in strahu, da gre spet, kot v primeru spora z Lavaterjem, za zaroto švermerjev. Pričemer se je obešal na mesto, kjer Jakobi pravi, ampak moj kredo ni v Spinozi, verjamem v razumen in osebnosten vzrok sveta. Tako je Mendelssohn Jakobijev salto mortale razumel kot, citiram, odkriti umik pod zastavo vere. To je povsem duhu vaše religije, ki vam nalaga dolžnost, da dvome pobijete z vero. Jakobi prvič s svojim branjem Spinoze spodnese temelj Mendelssohnove vere v moč uma, razumskega spoznanja, ki da je spravljivo z najvišjimi upi človeštva glede resničnega, dobrega in lepega. Drugič, svojim ultimatom podpihuje Mendelssohnove strahove, da gre spet za napad švermerjev. In tretjič, kar je bil za Mendelssohna gotovo najbolj boleč in nizek udarec, Jakobi postavi pod vprašaj iskrenost in globino njegovega prijateljstva z Lessingom, ko povzame pogovor, med katerim mu je Lessing dejal, da ni Mendelssohnu nikdar razkril svojih resničnih nazorov. Zdaj Mendelssohn vsem nasvetom svojega zdravnika navkljub upeše zadnje moči, da bi vrnil udarec Jakobiju in švermerjem. Naša okvirna zgodba spora se konča okoli novega leta 1785-86. Sobota, 31. december 1785, je bil bojda eden najbolj mrznih dni leta. In Mendelssohn je nestrpno čakal na sončni zahod. Kljub vsej nuji je namreč vedno spoštoval zapovedi svoje vere. Pozno popoldne se je odpravil k založniku Fossu, da odda rokopis svojega odgovora glede spora o spinozizmu. Delo z naslovom An die Freunde Lessings, Lessingovim prijateljem. Tako zelo se mu je mudilo, da je pozabil obleči plašč. Ko se je vrnil, je bil sicer zadovoljen, da se je odrešil tega bremena, toda zdravje se mu je še istega večera drastično poslabšalo. Zbolel je in le par dni zatem, 4. januarja leta 1786, umrl. Z Mendelssohnom je umrlo tudi upanje na spravljivo in zmerno interpretacijo Lessingovih zadnjih besed, dešifriranje njegovega Rosebuda. Nobene druge filozofije ni, razen filozofije Spinoze.